Romi imajo tako dober gesel. Gospod župnik, otrok pa denarja in kaj preveč. Martin Golob, tako produktivni in plodovit si in si dovoliš sedati ven, no? Kaj pa ne drugega? Nisem popoln in v tej moji nepopolnosti deluje popoln Bog. Kaj ljudje danes iščejo, pa da jim mi kot cerkev ne znamo tako dati, oziroma jim ti znaš? Zorat imam improvizacijo. Preveč naštudirane stvari mi niso tako všeč. Ker mnoga načrtovanja, mnogi plani rušijo tisto, kar bi Sveti Duh v nas delal. Se mi zdi, da si res prebil te cerkvene zidove in si prišel v domove tistih, ki so oddaljeni. Ja, mladine mi pa večkrat prek Snapchata, kar pošle. Res. Nekdaj smo imeli te z geografijo, to mi je zelo všeč in res grem pol malo za njih. Enkrat na mesec si jaz tako naredim ali večer ali nekaj, ki mi je res lušten. Ponovadi gremo meka. Kakšen krog z motorjem. Zdaj smo pa čakaj zmenke. Sorry za vas, ki ste prišli. Nam bi tudi daj pasali. Tukaj imamo podcast Odnosi so zakon, ne? Odnosi so res zakon, ker če imaš ti pošlihtane in urejene odnose, ti lahko res dejansko letiš. Družina je zelo napadana. Če mi kdo reče, kaj bo župnik pil v družini, ne? Jaz se zmeraj rečem, ni treba zdravniku imeti vseh bolezni, da te pozdrav. Se mi zdi, poglavitno je, da najprej kot ljudje vidiš človeka. Bolje ne govoriti o Bogu, pa Boga živeti, kakor pa zelo govoriti o Bogu, pa Boga ne živeti. No, jaz sem pri zakonski skupini spoznal in so teme, ki je čisto fajn, da tudi kot duhovniki slišimo. Realnost, ne? Realno stanje, ne? Po zakonski skupini se tudi kar zahvalim za celibat. Ja ne, sej res. Sej. Oddaja Odnosi so zakon. Živjo. Danes v oddaji Odnosi so zakon gostim izjemnega Martina Goloba, najbolj slavnega duhovnika v Sloveniji. Moram reči, da sem prijetno presenečen nad njegovo pristno iskrenostjo in veseljem in zares eno globoko človeško dobroto, pa tudi vpogledom v naše odnose. Odnosi so zakon je oddaja, ki ima še veliko potenciala, pri tem nam lahko veliko pomagate tudi vi s tem, da se naročite na ta kanal, s tem, da všečkate našo objavo, spodaj kaj komentirate in pa tako direkt s posvetilom podelite komu in rečete, glej, tole bi bilo pa vredno pogledati, poslušati. Tudi v Apple Podcasts, tudi na Spotifyju, če boste dali svoj like, bomo zelo hvaležni in veseli. Zdaj pa vas povabim kar direkt k pogovoru. Pa začneva kar s tem, no? S Svetim Duhom kot živo prisotnostjo Boga, ki želi bivati v nas, ne? In čistko malo osebno, kako ga kličeš, kako ga vabiš, da živi v tebi, kako ga vabiš, da deluje po tebi, pa potem v naslednji točki recimo, kje glede tega dojemanja Svetega Duha danes se ti zdi, da so naši ljudje, naši kristjani, recimo tako? Dobro vprašanje. Namreč Svetega Duha spoznavam v smislu, če tako rečemo v angleščini, doing by learning. Se pravi, da te malo preseneča spotoma. Okay. Jaz sem tudi bil včasih malo bolj v smislu, ko sem v stiski, sem molil. Hvala Bogu, nam Bog pošilja tudi stiske ali pa preizkušnje ali pa izzive, kjer se človek ne ve, kako bi se obrnil in znajdu. In ko ti teče mičkano voda v grlo, se pa zatekaš k Svetemu Duhu. Na začetku, ko sem bil še mlad, sem pač čisto klasično znanje v Svetemu Duhu izbirme, ampak vedno sem se zatekal nekako kar splošno k Bogu, Očetu, Jezusu največkrat in k Mariji. Marija sem jo zmeri tako zelo rad. Kar pa mičkam bolj javno delujem, ali pa pred kakšnim bolj zahtevnim razredom v ruka, sem pa prav zavestno se zatekal k Svetemu Duhu in imam prav na sebi pač dokaze, čeprav ne bi rabo nekih dokazov, ampak vseeno občutam, kako Bog govori po meni, kako Sveti Duh mi daje tudi prave besede ali pa pravo misel, me v nekem določenem trenutku razsvetli. Ne vem, so bili za mano tudi kakšni pogovori, sploh ne vem, kje sem dobil tiste besede ali pa nisem vedel, kje so prišle tiste, ki so bile prave in ki so tako... Tebe, ja, kaj veš, zato tudi ne štejem si pravzaprav sebi zaslug za vse to, kar je, ampak je to res delo Svetega Duha, včasih tudi med pridgo, se zgodi
da si pripravljen na pridga, stopiš pred oltar, pogledaš pred seboj ljudi in se ti zdi, da to ne bo dobra pridga. In si zmeden, kaj naj pridgam, kako naj. In ko preberem počasi evangelij ljudem, ki ga sicer poznam, ker sem ga že pripravljal vse, pridejo čist druge besede. Prav, pri meni je Sveti Duh pravzaprav iz življenja potegnjena resničnost, s katerim živim, in si življenje brez njega ne mogu predstavljati. Vse to, kar počnem, vse to, kar delam, brez njegovega življenja med nami in v nas in v meni, to ne bi šlo. To ne bi šlo. On je tisti, ki nas vodi, on je tisti, ki nas dela goreče. Prepričan sem, da bi verjetno tudi že pregorel, če ne bi iz njega živel. Mi je prijatelj Janez Kavčič, župnik iz Šmarja nad Koprom, enkrat tako lepo rekel, jaz sem malo pojamral, časih jaz ki pojamram. Ti to se zmatram, to imam, pa ne vem, kako bom to se veš. Ma kaj jamreš, me je on tako rekel, malo po primorsko, ma kaj jamreš, dej malo Svetega Duha za posel, on križem rok zraven tebe stoji, ti se pa matreš, dej še nanj kaj naloži, se zato pa ga bi Jezus poslal, in se mi zdi, da mi smo zelo doskrat podobni temu, doskrat smo podobni, da se sami zelo matramo, in tako včasih mi zdi, da smo pa, če sem tako malo kritičen, preveč sledimo, jaz sem malo po naravi takšen, da delam po nekem občutku ali pa zelo rad imam improvizacijo. Preveč naštudirane stvari, preveč naprej mi niso tako všeč. Ker nikoli ne veš, kaj bo tisti hip in mogoče bi bilo boljše, kakšno stvar malo obrniti. Zato, kakšni moji sodelavci z mano kar malo trpijo, ker se kdaj kakšna stvar malo spremeni tik pred, ampak tako začutim, da bi bilo takrat bolj prav. Ker mnoga načrtovanja, mnogi plani pravzaprav rušijo tisto, kar bi Sveti Duh v nas delal. Ker se pol oklepamo. Oklepamo se nekega pravilnika, ki pa pač ne izpade dobro. Zato sej mora biti načrtovanje, mora biti neka rdeča nit nekega življenja, v župni, v mojem sinu življenju, ampak hkrati pa dopustiti, da Sveti Duh nagovori in biti toliko ponižen in odprt, da ti za zadevo sprejmeš. Sem že v marsikšnih župnijskih skupinah bil priča, ko so bili tako zacementirani v nek program, to pa ne. In sem videl, da so res pol manjkali in zamudali čudovito priložnost srečanja, tudi, ki bi bil sad Svetega Duha. Včasih mi pride tudi kakšna taka ideja in misel, večkrat tudi tako za primer rečem, lani smo imeli v župniji 60 let Fare. Naša župnija v Grosupljem je mlada župnija, to je bila pred 60 leti ustanovljena. In smo znotraj tega praznovanja hoteli imeti tudi pa nekaj dogajanja. In smo imeli tudi ves program in tako naprej. In smo z skupino, pripravljeno skupino premišljali, kaj bi imeli za mlade, da bi to res za mlade, da bi jih pritegnili, da bi jih navdušili, da bi se čim bolj vključili. In bile so vse sorte ideje. Imamo nek tak župnijsko veselico brez alkohola, imamo, ne vem, stand-up komedijo, pa povamo kakšne slavne, vse sorte ideje so bile in dajmo to narediti in tako naprej. In po tistem sem še spat, začel v Oslo in malo premišljujem o tem našem pogovoru in mi pride na misel, da če bomo mi imeli zdaj neko veselico, pa neko zabavo, neko muziko, neko stand-up komedijo, neko dogajanje, bomo pravzaprav isto, kar vse ostale organizacije na civilnem področju, gasilci speljejo boljše veselice, kot če bi jaz se lotil. Zakaj bi mogel nekaj od sveta vzeti, da bi bilo za mlade? Da mi pride na misel, da imamo imeti procesijo. To pa je naše. Procesije so naše, pa pojmo kar z Mihajlom, pa mlade povabimo, bomo imeli procesijo, pa naj oni Mihajla nosijo. Pa so mi rekli, župnik, to nam prišel, kje pa bo, če nas bo 5, se bom molila, Ma nas je bilo na koncu 200, se so še posnetki, bilo je doživetje in bilo je res, tukaj recimo, takole Sveti Duh te res razsvetli, te razžari in je tisti, ki cerkev vodi. Zdaj smo bili priča novemu papežu, se ga je Sveti Duh izvolil. Ampak to je pa tako očitno. To je vse šoka. In to je živ dokaz, ko tudi cerkvi Sveti Duh vodi. Če ne bi bilo Svetega Duha, bi to že vse propadalo. To bi mi veslali ali pa se mat razmini na veter. Tako da
Dejva apelirati na vse nas, ne? Dajmo mu pustiti, da fura. Biti odprt, sej ni treba zdaj ves čas smoliti, ampak dopušči spotoma se mu priporoči, bodi odprt za navdihe, tudi če so kdaj malo tako nemogoči, pa probej, in zanaši se na to. Se mi zdi, da je izmer fajn, da se zaveš, da si orodje v Božjih rokah, da ni to projekt tvojega življenja zato, da se boš ti izkazal, ampak da je to projekt, ki želiš Boga očeta razodeti svetu, ki po tebi deluje Sveti Duh. Ja, in tukaj se mi zdi, da je tudi v bistvu taka temeljna ločnica, ne? In se mi zdi, da je taka zelo tanka meja, ne? Da pri nas kristjanih vsakodnevno poteka ta meja, ne? Ali jaz to znanjem sebe, furam svoj plan, sem jaz tista glavni, ne? Ker potem pač na to seveda tudi vežem svojo identiteto in svoj občutek uspeha ali neuspeha, ali se bojim, da bo ful preveč, vsega se pa lahko bojimo, ne? Tako pa imaš in pogum. In tam, kjer je bil Sveti Duh zraven, pol se postvestom vidi, ker so bili sadovi, 200 plus mladi. Ja, je nekaj. In življenje, ne. In rečeš, Bogu hvala. Je pa tako, se Bog poskrbi tudi za ponižnost. Ja. Zelo hitro ti pokaže, da sem grešen. Zelo hitro ti pokaže, da ne moreš brez njega. Kako Martinu Golobu Gospod pokaže to, da je tako mogoče? Je tudi čisto tako, ne gre vedno. Je tudi včasih, vse sorte, To je življenje. To je življenje, ki se človek srečuje s takšnimi drugačnimi občutki, tudi s tišino v odnosu do Boga, ki pač samo naslepo peleš naprej, ali pa to, da pač moraš priznati pred Bogom, tole mi pa ni šlo, tole sem ga pa polomil, tukaj sem pa naredil napako. In mene gane, kako Bog dela po grešnem človeku. To me zelo gane, da seveda, da če želiš biti pričevalec, da se trudiš biti čim boljši, in da ljudje v tebi prepoznajo ljubezen, ki je od Boga, ampak vseeno nisem popoln in v tej moji nepopolnosti deluje popoln Bog, vsakmu izmed nas. To mi je najlepša lepota. Pa tako težko to verjamemo, ne? Ampak meni pa ni tako težko sprejeti. To je ful dobro. Jaz sem včasih, ko so leteli koronske svete maše med epidemijo, sem videl, koliko folka je bilo recimo na Facebooku. Pač na live streamu, pa pač v živo prisotnih preko ekranov, Ker sem ukazal tiste ekrane, sem se pa tam pred tabernakeljem usedel, ker sem bil sam, sem mislil, Bog, kaj ti delaš po mene, jaz to ne morem to vse, ker jaz sem pač navaden študent, in sem zdaj neki ne vem kakšen doktor ali pa ne vem kjer teolog, pač župnik navaden, tam še z Bohinja, nagovarjaš pa kar po Sloveniji, te tako malo šok, ampak Bog živi, Bog živi. Veš, kaj res mi je tako fascinantno, kako se znaš pustiti uporabiti. To mi je res tako dragoceno, ker se mi zdi, da tako produktivni in plodovit si in si dovoliš se dati ven, tako, a veš, pa ne drugega. Ne, res dobro, res dobro, bravo. Ker sem na razpoj, določene zadeve so pač vedno, kar so za narediti. Ja. Mislim, da trudim se, da sem vsem tem res svoboden. To mi je res kot dragocen, da me nobena stvar ne ovira pri mojem osnovnem poslanstvu kot duhovnika. Po eni strani pa tudi všeč ta adrenalin po negotovosti. V bistvu me vleče pač to, kar Bog dela po nas ljudeh. In mi je všeč pride tudi do te meje zmožnosti. Ali bom zmogel ali ne. In verjamem, tukaj pa se človek lahko šele prepusti. Stopiti iz cone udobja, to pomeni. Stopiti iz okvirov varnosti. Pač to. Ja, ker v resnici ti si zdaj prav
recimo konkretno s temi mašami med korono, a ne, se mi zdi, ok, vloge si začel že tam nekje 17-18, ne, pa so bili popularni pa tako, ne, ampak nič v primerjavi s temi mašami med korono in tem, kar se je dogajalo po tem, ne, ko se mi zdi, da si res prebil te cerkvene zidove ali pa pač mehurček naš, ne, ki je samo interni in si prišel v domove tistih, ki so morda, rečemo jim, oddaljeni, ki so že zdavnaj nekako vero naredili križ čez njo in tako. In kaj se ti zdi, da je najbolj pomembno skozi to svojo osebno izkušnjo, recimo, kaj ljudje danes iščejo, pa da jim mi kot cerkev ne znamo tako dati, oziroma jim ti znaš? Gotovo iščejo Boga. Ja. Ljudje zelo iščejo Boga. Kaj je naš minus? Včasih govorica, včasih naš pristop, včasih naša popolna fasada, ki dostikrat dosti odbija, včasih pravila pred usmiljenjem, a ne, se pravi, to moraš narediti, namesto pač, da človeka pač sprejmeš v tem, kar je, a ne. Vse te zadeve, včasih pač, se mi zdi, poglavitno je, da najprej kot ljudje vidiš človeka. Da najprej pristopiš do človeka in da se nekaj srečata. Potem lahko šele naprej nekaj delaš. Drugače pa to Bog dela. To je čist njegovo delo. Jaz se nič od tega nisem tako predstavljal, pa hotel, ali pa silu, ali pa zdaj moram pa jaz nekaj narediti, zdaj bom pa jaz to naredil in bom tako naredil, da bo vsem to všeč. Ne vem, nisem imel tega nikoli plana. Pač bil sem samo iskren, naredil tako, kot sem znal, ali pa tako, kot sem čutil, ali pa tako, kot sem mislil. in pustil, a ne. In to je to. Drugače pa ljudje sodoben človek je zelo lačen Boga. In to je plus za nas. To je za nas zelo velik plus. Vprašanje je pa, kako temu svetu, temu človeku oznaniti Boga, ki včasih celo meni, da ga ne potrebuje. To je pa vsakodnevni izziv. Kako pa recimo prideti do ljudi, ok, usmiljenje pred pravili, pa vendarle, kako pa vendarle tudi predstaviti Boga v celoti, a veš, da ne celofaniziramo tega Boga, da ne predstavljamo samo tistih ta nežnih, ta lepih, ta ljubečih aspektov, ampak da oznanjamo, danes je bilo, mislim, da ko smo brali v apostolskih delih, ko Pavel pravi, a veš, ko se poslavlja, ne, je bilo, kao sem vam oznanil celotno resnico, a veš, tako, kako se ti zdi, da tudi... Vse, kar je v Svetem pismu, je iz ljubezni. Ja. Čisto vse. Ja, vse. In stvari, ki govorim, pa mogoče sodobno človeku niso tako všeč, ne. Povem, zakaj je to tako. A ne, povem, da zato, da boš bolj nesrečen. Povem, zato, da boš prišel v večno življenje. To je naš cilj. Povem, zato, ker te zadeve, ki jih svet ponuja, te ne bodo srečile. Lahko probaš, ampak boš videl, ne boš srečen. In žal, če hočeš res živeti v popolni svobodi z Bogom, moraš sprejeti to ljubezen in Boga v celoti. Ne sem tisto, kar ti paše. Sodobni človek malo izbiral. Ja, večkrat bi izbiral. Ne gre drugače. V celoti, a ne. In sprejmi Boga v svoj odnos. Ker tudi, ko imam katehumene in tako, ni moj cilj, da se oni napifljajo tistih par vprašanj in nekaj osnovnih stvari. Ampak cilj je, da z Bogom zaživijo. Najprej vstopijo v župnijo, vstopijo v odnos z Bogom, da po njemu zahrepeniš. Da po njemu zahrepeniš, da si lačen, če ga ne okusiš. To je, in da veš, kje dobiš to hrano. Se mi zdi zelo fajn, tudi izkušnja kristjana, da je lačen Boga. Da ti, ko mi čakaš, da ga prejmeš v sveti Evharistiji, to je drugač milostni trenutek. Ampak se mi zdi, da to se moramo prizadevati. In to skušam od kraja vsakemu, ki išče, pa to, mu to pokazati. Je pa tako, ne, se tudi apostol Pavel govoril, pač ne gre takoj z močjo hrano, a ne. Pač najprej tisto, kar lažje prebavlja,
ampak to pomeni pol živeti s človekom, ga spremljati, ga spodbujati in ja, da Boga odkrivajo v našem življenju. Bolje je ne govoriti o Bogu, pa ne biti božji, kakor pa govoriti, oziroma bolje ne govoriti o Bogu, pa Boga živeti, kakor pa zelo govoriti o Bogu, pa Boga ne živeti. Ja, kako pa recimo ti osebno, kakšna je tvoja, bi rekel, dnevna rutina, kako skrbiš za to duhovno higieno, recimo v tem smislu? Ja. Jutranje molitev, obvezno, tudi ker sem zmeden, če ni hvalnic zjutraj, tako kot bi bilo treba, in potem večerna molitev hvalnic, tudi čez dan, 2krat na teden, tudi kar nekaj duhovnega preberem, kakšni pogovori, redna sveta spoved. Ja, koliko je to redna? 14 dni, 3 tedne, tako, časoten teden. Wow. Imam kar srečo, klele v Grosupljem večkrat pride mim pater Avguštin iz Stične, ker povabim, pater, deva eno spoved, nekaj tiži. In v zadnjič so bile šmarence in bilo je pred mašo, 10-15 minut do maše in sem ga tam srečal, ker je imel neko skupino pri nas in sem šel v spovednico, jaz sem šel pač na tisto stran, ker so ljudje, on v mojo celico. In sem jaz spoved in tam koliko so bili ljudje, ne. In potem sem šel jaz ven in ljudje pravi, ljudje, ko pa vi kaj župnik? Ja, prospod sem bil. Ja, vi prospod. A vi tudi? Ja, tudi. Ne veš. Ja, ali pa še kakšnemu kolegu, ki je tako, ja, brez spovedi ne bi šlo. Ja. To, ko grem spovedi, prejmem moč in milost, da lahko sem v čistem odnosu z Bogom. Vse nepotrebna nasnaga, ki se zgodi v mojem življenju, dam Bogu, da iz tega nekaj dobrega naredi, da živim na svoji lastni koži usmiljenje, se iskreno kasam in potem tudi se prizadevam, da je bil boljši. Tako da to je pa osnova. No. In potem seveda redna sveta maša, čeprav jo darujem, jaz se ne predstavljam življenja brez svete maše, darujemo tudi po večkrat na dan, ker pač je potreba, pa da se trudim in prizadevam, da mašujem zbrano, tudi če še, pa čeprav se še kdaj zmotam, na mesto papež Frančišek, res na mesto papež Leon rečem papež Frančišek. Wow. To je zelo močno pa, pričevanje zame. No? Ja, drugače pa nič posebenega, da bi zdaj na 2 leti grem na duhovne vaje, to je tako, grem na 2 leti zato, ker tako, ne vem, kakšen duhoven pogovor, ki ga doživim tudi pri sveti spovedi. Pa včasih je obdobje, ko se zelo lepo moli in zelo lahko moli in ti ni ven problem v cerkvi sedeti. Zelo rad, ker v cerkvi molim. Cerkev imamo tudi tako skozi odprto, včasih se kar gor na kormo skrijem in sem lepo gor. Tudi zelo veliko ljudi pride čez dan v cerkev moliti. Včasih so že te čisto preproste geste, ki grem tam čez mimo cerkev v župnišče, pa tam pokleknem proti tabernaklu, tako, a pa zdaj začetkom dan prišel, sicer ne bom šel takoj v cerkev, verjetno, ampak kompozen, ampak bom pa vsaj tam od Faroža proti cerkvi pokleknil, pa pokrižil se, na tak način Jezusa pozval. To so že te drobni delci. Ja, mar se koga se tudi to prime, no, jaz sem enega ministranta, že odrasel, fant tak velik, on se pri vsakem križu, pa kapeljci pokriža, ga to spomne, ne. Spomnim, pri nas tle je bil pater Metod včasih v Krškem. Benedikt. Ne Benedikt, Kapucin je bil. Zdaj pa ne vem točno, kako se... Profesor, zgodovina. Ne. Aj, bo še kakšen Metod. Ja, pater Metod je bil kapuciner. Starejši je že dolg časa pokojni, no, ampak kot otrok sem bil velikokrat tukaj naokrog in tako uživo sem si zapomnil, ko je rekel, vedno, ko greš mimo križa, ga pozdravi, se pokriža in reči, ne. Ja, moja mama mi je zmeraj rekla, pozdravljam se ti križ, ki upanje deliš. Wow. Ja, ta je zelo lepa. Lepa, taka. Ja. Konkretna. No, in tako se mi zdi, da je povezovanje s tradicijo, z znamenji prednikov, pa hkrati
oživljanje Takrat so vere v starši, vsakdanjem življenju. Ja. In to so zelo pomembne, te tudi fizične geste, ki praviš poklek, pa tako. No, tako Ja. Hvala, res tako. Se mi zdi, da je fajn, da ljudje vidijo. Kako župniki molimo. Ja, pa Martin Golob, kako mol. A veš, zaradi tega, ker ne moreš imeti takšnega misijona brez močnega duhovnega temelja. A ne? Je pa še nekaj, zelo veliko ljudi prosim, da molijo zame. Ja, In vem, da imam zadnji eno močno molitveno vojsko. ja. Na mnogih srečanjih, kjer sem kar ljudi povabim, kakšno nočena zame zmolite, ali pa ki pridejo k meni v Grosuplje, pa tako. Večkrat, to mi je zelo dal lep zgled, že papež Frančišek. Tisto mi je zelo ganilo. No, pa tudi Škof Šušter pred leti mi je enkrat rekel, nabiraj si molitveno vojsko. In to mi je bilo zelo všeč, da že kot novomašik, no, sem pa tako kar večkrat tukaj v Nazarje k sestram. Prej sem bil, ko sem bil na Gorenskem, sem večkrat hodil v Soro k sestram in sem jih prosil, dajte malo molj zame. In se zanašal na to moč molitve. Brez te molitvene vojske, to me obvaruje. Bog ve, kaj je bilo že vse hudo bilo. Mogoče niti ne vem, Ja. kaj me obvaruje, ker je Božja milost prisotna. Zato no, nabirati se molitveno vojsko in kar malo reči komu, da je še nočena zame zmor. Mi je zdaj tudi že všeč, ker me mnogi moji mladinci, animatorji, tudi veroučenci, župnik, danes smo mi tole, dajte molj za nas. Wow. To mi je zelo všeč in res grem pol molj za njih in se res pol v njih spomnim, ne? Ali pa če je nekdo v bolnici, pa če veliko sporočil dobijem, molite za mene in pa moram biti tako odgovoren, da res potem se nekaj malega zmolim, se na to spomnim in še kaj pokličem, če se da, ne. Mladina mi pa večkrat prek Snapchata, kar pošle. Res. Ja, mi takole pošljajo, župnik, danes imamo test, geografijo, danes pišemo maturo. Hudo. Ja, to je kar dragocen. Tukaj imamo podcast Odnosi so zakon, ne? Ja. Kako se ti zdi, recimo, ogromno stika imaš z družinami, vem, da ti je družina velika vrednota, zelo močno in dobro jo propagiraš, bom rekel, med ljudmi, ne. Se kakšen reče, ne, kaj pa župnik ve, ne, ampak vseeno, izhajajoč iz svoje izkušnje in z, recimo, ne vem, koliko je bilo mladoporočencev lani v Grosuplju? 55. 55. Ja, tudi letos se zelo lepo nabirajo. Ja, bravo. Kje smo danes? Ne? Kje smo danes kot družine, kje so mladi? Ja, družina je zelo napadana in danes družino pelje tudi ni vedno enostavno. Mislim, da je zelo težko. Odnosi so res zakon, ker če imaš ti pošlihtane in urejene odnose, ti lahko res dejansko letiš. Ker odnosi ti omogočijo polet. Skrhani odnosi te pokopljajo, zboliš. Je zelo težko, je res muka in je lahko res križal pot. Zdaj, ponovadi, če mi kdo reče, kaj bo župnik ve v družini, ne? Jaz se zmeraj rečem, ni treba zdravniku imeti vseh bolezni, da te pozdrav. Tako da imam tukaj svoj izgovor, ne? Tako da izhajam iz svoje družine najprej. Moja družina, seveda nobena družina ni popolna, ampak jo imam zelo za idealno. 6 fantov nas je, vedno nikoli ne silim, nikoli ne težim, ampak rečem pa tako, ne se vrti otrok. Veš se zdaj, da imaš veliko otrok, je res privilegij in velik dar. Nazadnje, vsak otrok je dar in vsak otrok ga je Bog ustvaril. Nekaj sem prebral, da 3 sodelujejo, ko je otrok spočet. Zdaj po hecu. Moja mama je imela leto 60 let. Svoj fant je zrihtal zelo lep in kar razkošen daril. Masažno stol, to lepo tam, vse lepa ura, taka dragocena. Ampak pravzaprav nas je zelo poceni prišlo, ker smo delili na 6 delov. Tako da se splača imeti veliko otrok. Pa še na kaj drugega, kasneje se tudi pol še kaj razdelijo. Tako da to je Romi imajo tako dober gesel, tako več, ko so mi rekli, gospod župnik, otrok pa denarja in kol preveč. In jaz se to strinjam z njim. Zdaj, glede porok, jaz skušam mladoporočencem čim bolj prisluhniti in grem naproti.
moje priprave, pa seveda jih pošiljam na priprave na zakon, zelo pohvalijo in imajo zelo radi. Kakšen kdo se je malo zmrduje, zdaj mora pa še to hoditi, ampak pol nekako kar gre in pa na koncu pride zelo kar zadovoljni. Okay. Imajo to rad. Drugače jim pa večkrat zelo spodbudim. Pridejo k meni za Sveti krst in jo malo pogledam, sprašujem se prav za tisto krsto knjigo, ne, in nista poročena, nista že. Joj, pa bilo res lepo, to imate lepo, to pa morate se poročiti, no, a ne. Pa ja, ni cajta, ni denarja. Ja, kakšni so res odgovori, to so, da ja, to je rečemo največkrat. izgovori. Ja, saj se bova, sam ni še, ni, ne. Sem večkrat že rekel, očitno eno drugo čakate. Očitno eno drugo čakate. Niste zikar, če bi bila ona vaša žena. Aha. A ne, očitno je nimate dovolj rad. Ker običajno ona bi se poročila. 90% bi se ženske poročile, Ja. 90% moških se pa boji. Ja. Nimajo poguma. In za poroko res ni dovolj. Mislim, za poroko ne rabiš prav veliko ljubezni, ne rabiš prav veliko denarja, niti ne rabiš prav veliko časa, rabiš pa veliko poguma. Kako ne rabiš prav veliko ljubezni, zakaj ne? Mislim, ljubezen, se ne moreš Ja. nekako merita. Ne? Okay, Ja, če se že skupaj, če imate otroka, to je že dosti veliko. To je že kar dosti ljubezni. Ja, to je že veliko, ne. Okay. Ja. Ne rabiš, Ne rabiš zdaj komplicirati. Ful veliko je mora. Ne, to pač ne rabiš, vsi ljubezen pravzaprav nekaj, kar pač se v življenju odločaš. Ne? Ja, to. Zamenjujejo ljubezen z nekimi občutki Čustvom. in čustvi, Ja. pa samo da je lušno. Če vprašam, jaz tela, ki so poročeni 50 let, mi ne reče, koliko je bilo romantično njeno življenje, ampak mi rečejo, vse sorte je bilo. Vse sorte je bilo. In to vse povedo. Dejansko je to tako. Tako da, ja, včasih pa kar direktno rečem, očitno je nimate dovolj rad, da bi se z njo poročil in da bi jasno dal vedeti, samo s teboj bom. Zate sem daroval in živel. Drugače pa je moja izkušnja, saj nisem poročen, ampak ko sem dal škofu obljubo, ko sem duhovnik, da bom molil brevir, da bom živel v celibatu, da bom pokoren škofu in vsem njegovim naslednikom, je v mojem življenju izginil en če. Namreč po posvečenju nisem na zunaj nič čutil, da bi se nekaj spremenil. Jaz, ko sem se usedel po posvečenju, ko sem postal duhovnik, v avto, ista muzika se je vrtela, isti avto je bil, ista hrana sem užival, vse isto. Ampak sem pa točen in jasno vedel, kje je moje mesto, kaj je moja pot, za koga sem daroval, kaj je zdaj moje poslanstvo. In vedel sem, kaj je zdaj moja identiteta. In v tem sem pravzaprav še bolj svoboden. Iz tega prija ta prava svoboda. Ja. Vem za svoj temelj. Jaz sem duhovnik, to je moje mesto, to je moje delo, to je moje poslanstvo, to je moja pot. V tem se želim postarati in sanjam, kako sem v tem postaral in da bom nekoč za apostolom Pavlom rekel, dober boj sem izval, tek dokončal, vero ohranil. In ne begam več. Ni več čeja, ni več izga, če mi ne bo šlo, če se slučajno zvem, tega ni več. In se mi zdi, da s poroko je pravzaprav ta zadeva. Poleg vsega teološkega, v vajn odnos vidva sprejmeta Boga. Ker je ljubezen dveh, ki se imata zelo rada in se ljubita, je v božjih očeh tako velikega, da je Bog to postavil v dostojanstvo zakramenta. In v vajno ljubezen Bog vstopi, živi Bog. Obljuba, posebne prisotnosti. Ja, obljuba in pomoč in vse, kar človek rab, da bi lahko se z nekom postaral. Vse, kar človek, ker Bog želi srečo dveh, ki se imate neskončno. Tako nas je Bog ustvaril kot moža in ženo. In vse ljudje po enem sam se tega hrepenijo. Ampak mogoče res rabijo malo spodbude. Dostikrat pa verni poročeni ste zelo slabzgled. Ja. Včasih kakšni poročeni so tak, da še mene mine, da bi se poročil. On čez njo tolče, ona čez njega šimfa,
Badva prstjena pa zoprna, to res ni preveč simpatično. Bolj, da se človek ne poroči, ker dobi ta podobo, a ne, je treba se domov truditi. Tam, recimo, v Grosuplju imate tudi par zakonskih skupin. Ja, 3. Okay. A je tam kaj drugače, kjer pari nekako delajo, približno vsaj malo na tem, na odnosu? Ja, redno se dela, zelo veliko na odnosu. Je drugačna zgodba, kot nekje v neki splošni populaciji, ki praviš. To zelo težko rečem. Tudi nekateri pari, ki niso del zakonske skupine, znata zelo lepo živeti. To gotovo, ja. In težko rečem. Okay, kaj konkretno recimo tebi da izkušnja zakonske skupine? Jaz sem pri zakonski skupini spoznal, mi je bilo tako nekaj novega, da tudi po poroki gre se na zming. To mi je bilo prav dižujih, ne. Jaz sem vse res, to je dobro in to tudi svetujem potem na poroki. In tudi jaz, kakšen dan v mesecu, ga tako malo po svoje oblikujem zame. In za moj odnos z Bogom. Greva z Bogom misliti. To je tudi ena taka moja duhovna nota. Enkrat na mesec si jaz tako naredim ali večer ali nekaj, ki mi je res lušten in da malo stvari odklopim. In mi je res dobro. Ponovadi gremo v Meka. Ja, ok. Dobro. To mi je res dobro. Da se malo zapeljem. Pa kakšne dobre ovinke poručiti z avtom. Ali pa kakšen izlet, ko si grem narediti. Zelo kakšen krog z motorjem in tako, ne. To je. Jaz smo pa čak izmenke. Sorry za vas, ko ste prišli. Nam bi tudi daj pasal. Ampak ne heca se, ampak to se recimo tako ugotovil, no. Pol, tudi to, ta začetna refleksija, ne, kako sta preživela mesec. Se mi zdi fajn, da se tudi, če človek živi skozi neko službo, dela, otroci, dom, tretje, skozi neke skrbi, je res ta sivi vsak dan, je včasih tako naporen, ne, pač življenje je pač tako, kakršno je. Ampak tukaj pa lahko samo ustavite in malo pogledate, ne. Poznam tudi mnoge pare, poročene, ki pač niso v zakonskih skupinah, ampak imata isto, enkrat v mesecu se skupaj dobita in gre se čez ena vprašanja. Ne vem, si mi kaj zamolčal, te je težko, ne vem, gre se čez vprašanja in se o tem pogovarjati. Ampak se mi zdi, da v eni skupini je vsem to malo lažje, je pač neka notranja spodbuda, lažje slišiš, mogoče tudi slišiš nekoga drugega, kako... Izkušnje, ja. Ja, ne, to nabiraš izkušnje. Reče, zelo fajn, ker ratejo prijatelji. To mi je zelo lepo v teh zakonskih skupinah, ratejo prijatelji, so kolegi, se radi dobivajo, se drug na drugega primajo, tako da je to velik plus, ne, in tudi to zelo podpiram. In je lepo, no, pri eni zakonski skupini sem res zelo velik zraven, pri drugi zakonski skupini včasih sem, včasih nisem, kar mi znese, ampak so tudi že tako taki zreli pari, ki so zelo tako fajn. In še ena starejša zakonska skupina, ki pa samo bolj občasno, ampak oni so pa res že vsi v penziji. Tukaj ni več neke hude nevarnosti, se mi zdi. Tako, bomo pa leta septembra novo zakonsko skupino ustanovili. Sta pa v naši župniji še 2 zakonske skupini, ampak so pa pari širše. V naši župniji imajo pravzaprav bolj prostor. Eno zakonsko skupino, prav moja 2 farana vota lepo. Tudi jaz malo kdaj pridem kaj zraven. Eno zakonsko skupino še gospod Kaplan vodi. Tako da je kar nekaj teh zakonskih skupin, ki se mi zdijo res super. Mogoče moj oseben vidik, recimo minus, pri zakonski skupini je, da bi se recimo ob 10 končale. Pri eni skupini je striktno vedno ob 10 konc, kar meni zelo všeč. Zdaj, da je pa to kar dolgo v noč in nisem glih človek, ki bi... Podre se naslednji dan. Ja, malo to, pa rad na hitro povem tisto, kar je zapovedati, pa grem naprej. Zdaj, da bi pa prav tam neki premljeval in ne veš, pa toplo vodo krivo bi pa, je že malo tako dolg časa, pa naporno, no. Tako da to, zelo se tudi hvaleži, če sem kot duhovnik zraven, vem, da so zakonci zelo hvaležni te prisotnosti duhovnika in ja, res je, tudi za nas duhovnike je to kar zdrava zadeva. In so teme, ki je čist fajn, da tudi kot duhovniki slišimo tako
Realnost, ne. realno stanje. Ne. Po zakonski skupini se tudi kar zahvalen za celibat. Ja, ne, sej res. Sej. Ja. Mi lažji celibat, ne, ampak vidiš, da pač ni to nek vedno samo idealno, ne. Ja, Ne, dobro. da ne bi kdo bil zdaj prizadet, pa da to poslušalke in poslušalci za dobro vzamejo, pač kot Ne, fair enough. malo tako, malo za štoc. Čeprav zdaj imamo v eni zakonski skupini najna spolnost, no. Ja. V tem se toliko ne vidim, no. Bolj pridem blagoslov dati, ker tukaj pa res nimam kaj deliti. Ok. Ja, tu je ta letnik, ki ta letnik je za imajo duhovnike malo kočljiv, ja. Ja, in tako, zakaj ne to poslušam. In tudi vidim, da je njim naroden. Če si zraven, ja. Ja, ker težko To govoriti. smo slišali z večjih koncev. Tako da pač Ja. sem malo tam blagoslov, pa to malo pridem pogledati. To ne pomeni, da zdaj jaz kam daleč grem, ampak sem pač blizu njih, ampak sem pomatke v pisanje, ker poštima še sva. Ker tudi meni nekako se ne vidim v tej temi, no. Čeprav vem, da je pač to nekaj pomembnega v odnosu dveh, je tudi nekaj, kar pač je božji dar. Ampak tukaj, ne vem, pa tudi sam, zaradi njihove zadrege in tako. Ja. Moje tudi. Se je fajn. Veš kaj, vzadnjič smo imeli, pač par mesecev nazaj smo imeli srečanje z duhovnimi spremljevalci, ne, zakonskih skupin, pa jih je kar na par reklo, glede tega letnika, teh vsebin, ja, itak, ne. Smo pa ugotovili, no, kako je duhovnikom fajn, kjer so zakonske skupine, v tem smislu, da kjer so župnijske, je fajn, ker imajo pol neko jedro sodelavcev, recimo v fari, ne. Je pa res, da večkrat je pa fino imeti tudi kakšne te regijske, ki pol pač pridejo samo med domicil v eni fari. In neč je hudega. Ja, oči so v redu. Itak prostor imamo. Hvala Bogu, da se ljudje zbirajo. Vsakeč, ko se ljudje okoli cerkve, faroža dogaja nekaj, je to zvedno tudi plus. Boljš, da to malo po ljudeh diši, kot pa da je vse pač prazno. Ja. Ali tudi prinese neko toplino od doma, ne, dejansko je pa to dom, tako da to ni načarove. Pa tudi, no, moram reči, v Grosupljem imamo tokenih različnih skupin in tokenega različnega dogajanja, da ni zdaj neka zakonska skupina tista, ki bi bili ta glavni asi v fari, ampak pač jim je zakonska skupina res nek support v duhovnem in zakonskem življenju, neka dodana vrednost, naložba v njun odnos, če smo že pri tem. Seveda pa tudi pol moje srečanje z mojimi farani, tako malo odbliz. Ne nazadnje se ti pač tudi v marsičem tudi zaupajo, odprejo, jih odkriješ. Moram reči, tudi, to pa sigurno, lepota tudi teh zakonskih skupin je, otroci se med seboj povežejo in malo drugega spodbujajo in to me je sploh, ta posledica druženja staršev, so mi ravno otroci, ki se drugega podpirajo za sodelovanje v župniji, med ministranti in tako naprej. To se mi zdi tako krasno. Je bila tudi ena zakonska skupina v Grosupljem, še vedno obstaja za otroci, ki se bojo oni poročali, bojo oni tudi to zakonsko skupino pripeljali. To se mi zdi tako lepo. Marsikje je ta izkušnja zdaj že, ne? To že laupa zdaj. Ja, zdaj 25-letnica, se že dogaja ta zamenjava generacij, ne? In tiste prve generacije že tudi svoje, Vitel je pa zdaj v bistvu 50 let, in mi smo imeli dve tako malo zdaj imamo pa 3 od Diža. In mislim, mi zdi to tale fajn je glih to pri Dižu, ki je neka struktura narejena, to je res dobro. Pa neke teme, znitraj se pa izmišljati, mislim, izmišljati se malo narodno rego, ampak tako, pač. Zmanjka ti čas, ne? Ja, a se pa ponavljaš, imaš pa lepo. Zvodenijo zadeve, če ni nekega vsebinskega inputa, ne, to smo mi videli, ful dobro. Veš kaj, zdi se mi tako, da danes, ne, se moramo res ljudje, sploh res ti, ki smo vrženi v to realnost tega sveta, ne, tako kot praviš, imam tukaj tega patra, imam tam duhovnika, prijatelja, imam tako, potrebuješ skupnost okrog sebe, ne? Ja, živim s kaplanoma, ne? Sem še gospoda kaplana, to je tudi kar moj privilegij, ne? Ker so danes tako redki. Danes nimaš velike plana. To hočem reči, ta skupnost, ne? Imeti okrog sebe ljudi, ki se trudijo za neko podobno
usmeritev Ja. v življenju. No? In tudi to izkušnjo imam, a ne, v Bohinju sem bil sam v župnišču. Ja. Sem se tega zelo veselil, sem rekel, to bo pa krasno, jaz bom sam v celi bajti, to bo, a ne, muskom po svoje nabijal, a ne, tako. Kjer muziko pa najraš? Pa vse so, da pač po občutku, a ne. Tam je dobro, več kot zmagovalci smo. Pač to, tako, včasih me te malo katoliške, take bolj hitre, to bolj, ne, da te malo, pa čisto klasična roka, čisto kar je. Ampak tako, a ne, ampak zdaj, ko sem pa v Grosupljem, smo pa pravzaprav res tako ena skupnost, pa gospodinja, pa gospod kapljan, pa še tam soseden župnik. Svoj čas je bil še en gospod duhovni pomočnik in smo sajdenske pijemo, se srečamo. Ne bi zamenil več za tiste samote. Ne, pa ne, da sem tudi zelo rad sam, mi ni težko, mi ni problem sam živeti, ampak kle je komunikacija, kle ali malo pojamraš, ali kako malo pokritiziraš, ali se kaj pohvališ, ali pač komunikacija je. A ne, in je pač to smo odnosna bitja in je to zelo dragocen. In ta srečanja z duhovniki, ki jih imam, seveda, danes smo imeli ta dies, ne, to pomeni, da smo dekanijski duhovniki smo šli na izlet. Ja, šli smo Stari trg pri Rožu. Pa sem Grad Snežnik. Pa potem v velike bloke na kosil. 12 duhovnikov nas je, najstarejši gospod Janez KB, 83 let star možakar. On je bil tam župnik, ne, v Starem trgu. Ja. Legenda. In so se luše imeli, malo pohecali, malo nasmejali. To je res fajn. Meni je to res, zelo dobri duhovniki so v moji dekaniji, zelo se dobro razumemo, zelo lepo podpiramo. No, tako, je bilo res lušeno, kako je lahko res za človeka smrt, pa če se kar izolira. Če se kar nekje zapusti, da se kar zapreš. Ne? Se mi zdi, da tudi to je za zakonce, ne isto, če se kar zapreta, ne povesta svojega doživljanja, da vsak na svoj konc sicer nekam tiščita, drug čez drugega malo jamrata. Kako je dragocen, da človek spregovori tako na glas neki skupini, ki zaupaš. In da se srečaš z ljudmi, ki isto poslanstvo nosijo kot ti. To je res pričevanje. Ja, dejansko Bog deluje v občestvu. Ja. Morda še kakšna beseda o teh, recimo, navezave odnosov na duhovni odnos, recimo z Bogom, ne? Kako to živeti v vsakdanjem življenju, recimo, kako črpati kot zakonca, kaj recimo vidiš, da pari, ki prihajajo na kakšno spoved, pa na pogovor, pa tako, kaj pomeni, če zares živijo vero, ne, v svojem odnosu. Gotovo jaz kot družino, ki se prizadeva živeti v veri, vidim družino, ki skupaj moli. Družina, ki skupaj moli, skupaj ostane. In dan ima 24 ur in jaz vem, da se da, če se hoče, da v teh 24 urah najde cela družina trenutek, da se sreča ob mizi hrane, ki je tudi nek duhovni element življenja, in ob oltarčku, ki ga imajo doma, da skupaj zmolijo. Skupna molitev gotovo je najpomembnejša stvar, kar se tiče duhovnega življenja. Tudi če je nepopolna, ne? Tudi če je nepopolna. Saj nobena družina ni popolna, ampak v molitvi pa vstopa popoln Bog v to nepopolno družino. In skozi vabam in tole tudi, ko nasrečen za starše in molite skupaj. In vem, da je zelo težko moliti v družini skupaj. Težko se dobiti. Vsak ima neko svojo obveznost, ampak če se res potrudiš, se pa da. In starševsko spodbujam, križajte svoje otroke, se pokrižajte. To je materinski blagoslov, to otrok nese v svet. To je zelo tudi za začer.
spodbujam jih, da naj namesto kakšnih trapastih pravljic oče ne pove kakšno svetopisemsko zgodbo. To se je pa že od Veruka naučil, da je povedal o Mojzesu, kako je šel čez Rdeče morje, ali pa o Jezusu, kako je naredil kakšen čudež. Čisto preproste stvari naj oče malo doma pove, kako se to, kako je kaj iz Svetega pisma. No? Ker se mi zdi, da to otrok pol tako posluša svojega atija. To, da si oče, ne? To, da si ti svojemu otroku heroj, se mi zdi to tak privilegij. Ker če je oče prisoten, ne, je svojim otrokom več kot Superman, pa Batman in Spider-Man in ne vem kaj. Je nekdo, ki je najmočnejši, nekdo, ki vse vlada, in nekdo, ki je močen. Dej ti, ki imaš tako močno avtoriteto, povej, kaj je v Jezusu. Tako, fantje, ali pa ne vem, otroci moji, veste, to je Jezus. On je pa kar iz vode vin naredil, to je pa meni tako všeč. On vedno veselje prinese. Čisto enostavno. Ampak to sem videl, kako me je mene ganil, ker jaz sem imel tako odnos do mojega atija. Moj ati je bil za nas najboljši. In noben ati ni bil boljši, kot moj ati. Moj ati mojo mami spoštuje, jo ima zelo rad in je vse vladal, je močen in on je znal moliti. In on je rekel, fanti, zdaj pa mami poslušajte. In on je rekel, gremo hmaš. In on je prmaž bandero nosil. Mi je recimo, kakšen zgled mi ati dal. Mi imamo doma ogromno kmetijo, 220 krav. To je res tudi nekaj dela s tem, da imamo molzrce, kar pomeni, da moraš ti v nekem določenem času zjutraj imeti pomolžene krave, ker mleko daš in tako naprej. In velika noč, ati je nos bandero. Oziroma nebu. In mi smo vstali ob 3 zjutraj, ati je začel po celi bajt na glas spet, Kristus je vstal, dajmo še mi. In mi smo se vsi zbudili in smo še v štalo. Kot mehni, noben problem, gremo v štalo, to ni problem. Pomolzali hiter, do 6, da smo bili pol že v Šmartnem. Na procesi. V 6 zjutraj. In sem pa premišljal, koliko mora biti Jezus za mojega atija pomemben, da on se toliko angažira, da pride ta prav cajt ohmaš. To mi je, in jaz bi prvošel očetom, ki vam je Bog že dal čudovito ženo in čudovite otroke, dajte njim čudovito podobo očeta. Da to ni samoumevno. In je privilegij, ki ga imaš, ker imaš otroke. Jaz bi imel tudi družino, imam ogromno družino, pač farane in tako, 500 otrok, ampak vseeno ti imaš svoje otroke, ki so iz tvoje krvi, iz tvojega mesa, po tebi jih je Bog dal v tvoje naročje in jih za teh 20 let, ki bojo pri tebi, jim daj čim večjo popotnico vere, upanja, ljubezni, ker enkrat bodo šli v svet in da bodo imeli kaj za sabo vzeti. Ne računati na tisto doto v parcelah in to tisto res sam zaprav. Če boš dal dobro doto v srce, boš vse naredil. In to kar večkrat tudi takole staršem govorim in ker vem, kaj sem jaz doma dobil. Kako ni samoumevno? To ni samoumevno. Veliko slišim matere o svojih neprisotnih možeh. Tudi ogromno enega ukvarjanja samim seboj. Sej, moraš imeti tudi trenutek za sebe. Normalno, če te bombardirajo v službi in tako. Ampak nekaj mora biti pa tudi narobe v družini, da ti bežiš iz družine. Ker družina je, tako se jaz predstavljam, moj župnišče je moj dom in jaz se v mojem župnišču spočijem in se zatečem. In niso mora biti tvoja družina to, se mi zdi. In je to prostor, kjer se ti izraziš vsem tem, kar si, tudi če si kdaj ima v sebi volje in si te, neč narobe, se to otroci razumejo. Ampak je to, se mi zdi, da veliko staršev malo to zamuja, ta privilegij in ta dar, ki jim ga je Bog dal. In se dostikrat obnašamo v veri in odnosu. Bog nam daje čudovite darove, ampak mi jih spravimo v garažo in živimo dostikrat malo bolj mizerno življenje. Namesto polno življenja. Polno življenje pomeni, da imaš ti zdaj pravlično in ne vem kakšno življenje. Polno življenje je, da pač si tudi malo zmatran
ampak v sebi pa res močno čutiš, da delaš za nekaj več. Wow. To je polno življenje, da delaš ne samo za jutri, da ti bo fajn, ampak da delaš, da boš pa na stara leta srečen. In da se ne boš na stara leta sprašval, ki te bodo raztrosili, ker ne bom ben hodil te rože prenašati na grob, da ne bo to tvoja skrb, da ne bo tvoja skrb. A ne, starši, bodite dobri do svojih otrok, ker vam bodo otroci zbirali dom za ostarele. In tako, se mi zdi smiselno o tem premišljati. Wow. Grejo tako generacije. Otroci imajo, mislim, ne, to je res dar. In ni tako samoumevno, no. Martin Golob, mislim, da je to bilo od Svetega Duha. Res. Ja, Bogu hvala. Ja, hvala ti. Še mečke EPP-ja za spletno prižnico. Ja, 2 prihaja. zdaj, kar že druga prišla. Ja, wow. Ček, ta prva se je prodala v 25 tavžnih izvodih. 27,000, ja, prižnica. Wow. Potem zelo lepo je bila sprejeta 365 dni z Božjo besedo. Ja. To mi je zelo dragoceno, ker to je svet pisem, Ja, pač evangeljski odlomek, ki pa kratka razlaga. Je tudi ne 13,000. Hvala Bogu. In zdaj tudi, lepo je, ker je od vsake prodane knjige gre tudi 2 evra v dober namen, pa preko Caritasa smo razdelili že 80,000 evrov. Wow. Od prodanih knjig. Koliko se to nabere, pa 2 evra, pa 2 evra, pa 2 evra. Tako da sem zelo hvaležen tudi za zaupanje, da ljudje to kupijo, da preberejo. Da vstopajo v odnos z Bogom, ne? Ja, Preko Svetega pisma v resnici. Tako da Bogu Super. hvala in zdaj bo pa še na spletni prižnici 2. Okay. V resnici bo pač na nek način popisani vlogi, 100 vlogov. Smo jih dali v besedo, malo še zraven razlage. Kar se mi zdi dobra vsebina. Tudi profesor Dolenc je pregledal, to mi je zelo dragocen. Profesor Bogdan Dolenc je cerkveno sanov rekel, ni to zdaj neko moje učenje ali pa ni to zdaj neki, da bi šlo izven meja cerkve, ampak je to tisto tudi v skladu z naukom. Ja, kar je naše. Ja, super. Vse to je pomembno tudi. Ja, meni je to zelo dragocen, ker želim biti v cerkvi. Okay. Cerkev mi je nekaj svetega. Ja, vse, pač mi vsi Po cerkvi sem prejel ta poklic, ki ga lahko živim. Če bi danes zdaj lahko pač spregovoril vsem zakoncem v Sloveniji, kaj bi recimo Glej ta drugega kot dar. Ker to, da se ravno vidva našla, je čudež. Ben ga ni vzel, ben ga ni podkupil, ampak so se drug za drugega odločila. Da be zakon si popoln in ne gleda teh hollywoodskih filmov, kjer so in živela sa srečo do konca svojih dni, ker to ne obstaja. In drug za drugega se trudita. Ker se mi zdi nekaj najlepšega, se je pa z nekom postarati tako z neko kilometrino. Kako me ganejo te, ki so poročeni 50 let, 60 let, in ki v njemu prepoznaš njo in v njej prepoznaš njega, ne vam bo to za cilj. Predvsem pa bodite odprta za življenje in temu življenju dajte tisto, kar vidva sta, vero, upanje, ljubezen. To življenje pač so otroci. To, da imaš otroke, je pa tudi zopet dar. Sej, kako mi gre včasih, se mi tako grdo slišati, ja, sem otroka naredil. Kaj si ti naredil? Ni sposoben še, da bi še stvari narediti, nisem, pa boš otroka. Dano ti je bilo, ne? Dano ti je bilo. Ja, Imeti ga, ne? Ja. Ja. In mnogim ni dano. In mnogim ni, ja. Tako, Ja. To in družina, ki molijska postane. Ja. Družina, ki molijska postane. Veš, mi vidimo v resnici tudi to, da danes družina, ki moli, pa ki tudi dela res, zakonca, ki delata na odnosu nekaj redno. Ne vem, se verjetno si slišal za to našo novo pobudo, ki prihaja ven, ta aplikacija za zakonce, Nine App. Ja, to sem slišal, ja. Ja, to bo zdaj kmalu zunaj, no.
To je tudi za duhovnike. Ne, to ni za duhovnike. Ne. Ne, boš pa lahko kot duhovnik mladoporočencem podaril, evo, letno naročnino ti bomo zrihtali. Gratis naročnine. Ne, res vidimo, no, da je v resnici to delo, ki ga delamo na zakonskih skupinah na mesečni ravni, a veš pa na seminarjih diževih na letni ravni, a ne, da je treba prenesti v to mikrorutino dneva, to, kar si rekel. Vsak dan si vsaj mečken cajta, pa je za tisti odnos, za zakon. Je. In mora biti. In tukaj pač zmanjka pa idej, veš. Kaj početi z drugim, da se nama pogovarja, da sem kdo je koga kampelov, ne, tako da na ta način. Ja. Tako, to nekako je želja. Res te aplikacije res tako zelo pomagajo. Mi imamo Snapchat. Družinski, ne, včasih, ti pošlje selfie, fantje, kaj delam? Prav, ima to Snapchat, bravo. Vse smo zelo rašivali, mami tudi tako, pa je bolj prav zabavno, pa vse vemo. Pa se mi zdi, ta družinska povezanost res slušna. No. Ja, je zrasla zaradi tega, ne? Ja, moramo tudi ta sodobna orodja uporabljati. Vse tudi sodobna orodja so lahko dar Boga, dokler služijo prave namene. Ja, tako. Martin, hvala ti za obisk. Z veseljem, hvala za povabilo, hvala za lep pogovor. No, ja, hvala. Upam, da poslušalci, ki od tega čim več lepega odnesejo. Absolutno, sem prepričan. Hvala. Z veseljem.